Lotimo se izvajanja projektov agilno z metodo Scrum ali Gruč, seveda samo ena od mnogih agilnih metod v okviru projektnega menedžmenta. No, preprosto gre za to, da v tem programu Kupa spoznamo temeljne pojme te tehnike z organizacijskega vidika, torej kakšna je vloga vodje projekta, rečemo tudi skrbnik izdelka, kakšna je vloga projektnega menedžerja kot Scrum mojstra in kako bi naj deloval in se seveda najprej tudi oblikoval samoorganiziran tim. Spoznamo ključne elemente izvedbe te metode, od cikla ali sprinta do zelo pomembnih dnevnih ali Scrum sestankov. Mimogrede, te pogosto priporočim vodjem timov, ne glede na to, ali se dela lotevajo projektno, zato ker se v kratkem 15-minutnem sestanku vsak dan lahko ekipa zelo dobro dogovori o tem, kako potekajo posamezne naloge ali širši projekti. Potem sta še seveda znotraj elementov izvedbe tega revizija in pa retrospektiva cikla. Zelo pomembno pa je seveda, da na samem začetku skomuniciramo z naročnikom, stranko, kakšno uporabniško zgodbo bomo zastavili, katere zahteve so tako organizacijsko kot vsebinsko povezane z izvedbo te uporabniške zgodbe, torej da bomo dosegli to, kar si naročnik, stranka od nas na koncu želi s tem novim projektom, produktom, storitvijo, ki jo seveda želimo v okviru nekje 30 dni predelati in potem čim prej spraviti na trg. In pomembno je, da sproti odkrivamo pomanjkljivosti, napake, se prilagajamo in v tem je v bistvu ključna razlika te agilne metode od tradicionalnega izvajanja projektov, ko pripeljemo projekt do konca in potem v bistvu ugotovimo, kaj vse manjka in kaj je morda šlo narobe. Tukaj lahko sproti spremljamo celoten obseg časovni, finančni, kadrovski in sproti vnašamo popravke. Scrum ali Gruč, obe imeni se nekje uporabljata, meni je bližje Scrum, ima začetke nekje v 90 letih, prihaja seveda iz sveta računalništva, kot več ali manj vse te agilne metode. Sama jo uporabljam v vsakdanjem življenju, tudi znotraj storitvene dejavnosti. Tudi vi ste se že zagotovo lotili te metode, ne zavedajoč, da se morda ravno tako imenuje, ko ste prenavljali stanovanje, organizirali selitev. Sama jo uporabljam, ko je treba aktivirati, 90 zunanjih sodelavcev za izvedbo nekega projekta, neke raziskave, analize. Prihaja sam pojem tudi iz športa, iz ameriške igre rugby, kjer veste, da je zelo pomembna skrbna poravnava igralcev, nekje enotnost namena, poenotenost, da boš žogo pravočasno na prav način prinesel do cilja na igrišču. No, Scrum je v bistvu neka metafora za delo ekip, ko je zelo pomembno, da sproti ugotavljamo, kaj je posamezen član te ekipe že dosegel, kaj mu je uspelo, kaj mu ni, kaj mu lahko drugi člani v bistvu pomagajo. Vse temelji v bistvu na vsakodnevni izboljšavi kakovosti in seveda tudi na hitrosti dela ekipe. Zato s komunikacijskega vidika uporabljamo 3 ključna vprašanja, kaj smo že naredili, kako smo to naredili in seveda, kako bi to lahko naredili boljše. Organizacijsko spoznamo na primerih, pa potem v okviru e-Kupa učilnice še tudi na vajah. Pomen deležnikov, to je skrbnik izdelka, ki nastopa kot vodja projekta, Scrum mojster kot projektni menedžer. Če je ta prvi, kot bomo videli v nadaljevanju, bolj zadolžen za samo vsebino uporabniške zgodbe, torej tisto, kar naj bi kot produkt ali storitev na koncu plasirali na trg,
in s tem zadostili pričakovanjem naročnika ali stranke, je Scrum Mojster človek, ki seveda bolj skrbi za sam proces izvajanja tega projekta, in seveda imamo tukaj tudi projektno skupino, ki deluje kot nek samoorganiziran tim. Temu so namenjeni tudi že omenjeni daily Scrum meetings, torej dnevni kratki sestanki. Udeleženci imate pred seboj tudi fizično natisnjene kartice, ki so vam lahko v pomoč kot opomnik, in na drugi strani se seveda lahko pri našem seminarju nadaljavo in pa tudi od blizu pišete kakšne ključne opombe, vprašanja, misli. Torej, omenila sem že, da skrbnik izdelka kot vodja projekta je v bistvu odgovoren za ves seznam zahtev uporabniške zgodbe, in mora tudi poznati, postaviti pravilno prioritete, torej imeti pooblastila, da sprejema odločitev, kaj je tisto, kar mora nek produkt, neka storitev, ki jo uvajamo za trg, na primer vsebovati, glede na pričakovanja naročnika te zgodbe. Mora biti seveda tudi ekipi nenehno na voljo za pojasnila in potem skupaj z naročnikom dejansko tudi presodi, ali je ta izdelek v produktnem smislu, torej vse tiste zahteve, ki bi jih naj imel ta produkt, že tako zrel, da ga resnično lahko plasiramo na trg. To je lahko, uvedba ali spletne trgovine, ali nabava, zaščitne opreme, ali projekt, da na primer sestavni del klasičnega izobraževanja, kot ga poznamo še iz časov Marije Terezije, dopolnimo z učenjem na daljavo, ki se zdaj izvaja, in seznam zahtev bi konkretno pomenil, kaj vse, katerim potrebam z vidika starša, učitelja in seveda samega dijaka, učenca, na primer, mora ta produkt učenja na daljavo zadostiti. S tem nastane nekje seznam zahtev te uporabniške zgodbe. V nadaljevanju rekla par besed. Potem drugi pomemben človek, kot sem ga že omenila, je nekje projektni menedžer ali Scrum Mojster, ki tudi vodi te sestanke, usklajuje proces, seveda zelo pomemben samoorganiziran projektni tim. No, na seminarjih me velikokrat vprašajo, kako sestaviti tim, ali je bolj pomembno, da so ljudje strokovni, ali da so kooperativni, da se da z njimi delati. Zdaj, resnica je nekje vmes. Samo zelo strokoven član ekipe, ki ne zna komunicirati z vsemi ostalimi, je lahko seveda zelo moteč faktor in morda na širšem svetovnem auditoriju ob delu na daljavo še dobimo kakšnega strokovnjaka, ki obvlada tudi komunikacijske veščine. Tako da mislim, da mora vendarle član projektne ekipe imeti neko specifično, posebno strokovno znanje, hkrati pa mora biti tudi vešč komunikacije znotraj tima. Elemente izvedbe Scruma spoznamo na tem seminarju KUP-a. Pomembno je seveda, da pregledamo rezultate posameznega sprinta, torej vsak dan sproti na tekoče, potem pa po 30 dneh, ali si zadamo 14 dni, najmanj 7 dni pa naj bi vendarle nek cikel priprave produkta, izdelka trajal, da pregledamo rezultate, kaj je bilo zapisano v uporabniški zgodbi, kaj smo glede vsebine in procesa uspeli speljati. Sem omenila, torej pregledamo seznam zahtev proizvoda, kaj je narejeno, kaj še ni, kako se prilagodimo. In seveda to predstavimo potem na tej reviziji cikla, če rečemo, da bo to po 7, 14, praviloma po 30 dneh, tudi naročniku gremo zelo natančno skozi, katerim njegovim pričakovanim zahtevam smo se že uspeli kot ekipa približati. Pomembna je seveda tudi retrospektiva cikla, da v bistvu potem vendarle pogledamo vse faze, ali gremo v pravo smer
ne, ali se približujemo tistim našim končnim ciljem. Omenila sem že, da lahko v vsakdanjem življenju uporabljamo to metodo, ne samo v računalniškem svetu. Ne vem, ko se lotevamo priprave vodenja avtopralnice, izvedba predavanj, načrtovanje poroke, kako bomo vodili savno, ne. Ta retrospektiva je posameznega cikla, torej po 30 dneh, ko se zelo analizira znotraj projektnega tima, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo, je lahko zelo dobra iztočnica za to, kako se bo delalo vnaprej, kakšne so možne izpeljave, izboljšave. Uporabniška zgodba, seznam zahtev, torej to, kar naj bi uporabniška zgodba imela, in kaj moramo narediti znotraj posameznega sprinta ali cikla, znotraj teh dogovorjenih 7, 14, 30 dni, a ne, je v bistvu srž, vsebina te metode Scrum in jo je treba te stvari zelo natančno skomunicirati. In po mojih izkušnjah je na tem področju največ komunikacijskih zdrsov, tudi zato, ker so ekipe mešane in ponavadi računalničarji govorijo v enem svojem jeziku, za katerega pa ni nujno, da ga dobro spremljajo ali razumejo tudi vsi ostali člani, mogoče iz marketinga, iz PR-a, ki so del v bistvu te zgodbe, in je treba ta jezik sporazumevanja, ko govorimo predvsem o seznamu zahtev produkta in seznamu zahtev sprinta, nekje poenotiti, da se razumemo. Tudi pri samem oblikovanju uporabniške zgodbe so komunikacijske veščine zelo zaželene znotraj tima. Kako sploh postaviti uporabniško zgodbo? Ena od tehnik je jasen tip uporabnika, hočem doseči neki cilj. Torej, če bi delali na primer na projektu učenje na daljavo kot sestavni del ex cathedra, v prihodnje v osnovno, srednje in visokošolskem izobraževanju, a ne, kaj točno želimo doseči, in seveda potem je za samo to pripravo uporabniške zgodbe treba upoštevati neka pravila. Obstaja tehnika INVEST, obstaja tudi tehnika POKR, prioritet, namreč vsega ne moremo upoštevati, vseh želja, vseh pričakovanj. Tukaj nam včasih pomaga tudi tehnika Moskov, kaj je tisto, kar moramo narediti, kaj pa lahko počaka za neke druge boljše čase, kar uporabniška zgodba v tej fazi ne more vsebovati. To je sledimo temu seznamu zahtev produkta, da bi seveda za stranko dosegli neko najvišjo dodano vrednost, in to skomunicirano uporabniško zgodbo med naročnikom ali stranko in samoorganiziranim timom je potrebno zelo dobro dogovoriti, doreči, da potem na koncu ni presenečen, a ne. Seveda je, da je treba na koncu dogovorjenega cikla, ne, rekli smo 14 dni, 37, imeti neki rezultat, pokazati nekaj naročniku in skupaj ugotoviti, ali je ta izdelek, storitev že dovolj blizu, da lahko razmišljamo potem tudi o plasiranju na trg. In ko vso to zgodbo že zaključimo, je dobro poznati tudi tole tehniko PIR, kar pomeni, da ocenimo to, kar smo dosegli, da se pogovorimo, ali so možne kakšne izboljšave, kakšna je korist ali kakšen je nauk od tega našega novega izdelka. In če zaključim komunikacijsko, vprašati se pač moramo, ali smo prepričani, da je bilo s tem produktom v okviru tega našega agilnega projekta doseženo to, kar smo želeli, smo to dobili, ali bi morda nadaljnje izboljšave še povečale koristi za zaključek projekt. To je zelo pomembno, ko delamo večlokacijski projekt, ko neki produkt ali storitev na eni lokaciji izpeljemo, in je seveda treba zelo zanalizirati, da enakih napak ali zdrsov ne delamo potem pri uvedbi podobnega ali enakega produkta na drugi lokaciji. Torej, kakšnih lekcij smo se v projektu naučili in kako bi jih lahko koristno uporabili tudi v prihodnjih projektih.
Torej, zelo na hitro sem preletela nekaj, o čemer govorimo 2x po 3 ure, in pa potem še v okviru e-kupa učilnice z možnostjo dostopa 24 ur v naslednjih 7 dneh po koncu dvodnevnega druženja. Seminar kupa tudi na to temo lahko speljemo seveda tudi v živo. 20 slušateljev v zaprtem prostoru, v tej fazi še z masko čez usta, in na vas je, če boste presodili, da bi morda radi se projektov lotevali bolj učinkovito, hitreje, bolj kakovostno, da morda spoznate eno od možnih metod. In kot sem že omenila, ne dobite licence za Scrum projektnega vodjo ali menedžerja, ampak dejansko se zelo približate tej agilni metodi, jo lahko začnete uporabljati v vsakdanjem življenju, v poslovnem življenju. Meni pa se za vodje zdi zelo pomembna, in sicer zato, da znajo svojim ekipam približati sporočilo, da projekti niso dodatno breme ob opravljanju vsakdanjih delovnih nalog, da je v bistvu projekt razširjena naloga in ob koncu, ko ga pripravimo in izpeljemo, postane samo ena od vsakdanjih nalog nekega delovnega okolja. Projekte se v bistvu lotevamo zato, ker je neka naloga tako široko zastavljena, in kar se tiče opravil in ljudi, ki jih je potrebno vključiti, da jo lahko izpeljemo, da za hipec to nalogo izvzamemo iz delovnega mikrookolja in jo izpeljemo v obliki projekta in jo potem vrnemo kot eno običajno sestavino vsakdanjih delovnih opravil v okolju. Moje izkušnje kupa komunikacije pa kažejo, da se ljudje tej praksi zelo izogibajo, niso dovolj agilno navdihnjeni, proaktivni in smatrajo različne projektne naloge predvsem kot dodatno breme. Torej, vabim vas, da morda malce bolj od blizu spoznate Scrum ali Gruč. Ostanite zdravi in srečno!